Pozdravljeni! Danes bo govora o cifri, katero pogostokrat vidimo pri podatkih o motorjih z notranjim izgorevanjem, a o kateri se ne spuščamo kaj preveč v detalje. Namreč govorili bomo o kotu med krakoma motorja Formule 1. In seveda, najprej se zavedam dejstva, da v Formuli 1 skozi zgodovino smo imeli različne arhitekture, linijsko, veha in še marsikaj drugega bi se lahko našlo. A danes se bom osredotočil na tisto V-arhitekturo, tisto najbolj pogosto in vsem nam najbolj domačo. In seveda obstaja neka enostavna matematična formula, s katero se da izračunati, kak je tisti idealni kot za različno konfiguracijo motorja V. Različno konfiguracijo mišljeno kot različno število valjev. In najprej se moramo zavedati enega dejstva. Govorimo o motorjih z 4 taktni. 4-taktni motor pomeni, da ima en val eksplozijo na 2 obrata glavne gredi. In ko to razumemo, nam je jasno, da če hočemo dobiti enakomerno vrtenje, kjer bo sila prenešena na to glavno os čim bolj gladko, brez kakih velikih vibracij, je potrebno 720 stopinj, to se pravi 2 obrata, deliti številom valjev, ki ga imamo na razpolago. In tako v teoriji dobimo naslednje rezultate. Za 4-valjni V motor je idealen kot 180 stopinj, za 6-valjnega 120, za 8-valjnega 90, za 10-valjnega 72, za 12-valjnega 60 stopinj. In seveda to pravi teorija. V praksi bomo videli, da mnogokrat te številke držijo, mnogokrat pa sploh ne. Naprimer, prvi primer, katerega bi lahko omenili, je tisti znani motor Ferrarija 015. Gre za V12, kateri je imel kot med krakoma 180 stopinj. In najprej je tu potrebno razčistiti nekaj. Govorimo o flat engine in ne o boxer. Namreč boxer je motor, kateri sosednja valja imata iste faze v istem trenutku. Pri flat temu ni tako. Vidimo tudi po obliki glavne gredi, katera je pri flat engineu bolj enostavna, močnejša, da gre za čisto drugačno konfiguracijo zaporedja vžiga, da se bolje razumemo. Zato je treba biti pozoren, ko rabimo izraz boxer in biti zares prepričani, da gre za boxer. V resnici sta oba 180 stopinjska, a ne gre za eno in isto stvar. A vrnimo se k našemu razglabljanju o kotu, kako je možno, da V12 je imel kot 180 stopinj, tistega, ki naj bi po teoriji najbolj bil primeren za 4-valjnega. Ja, seveda, če damo zaporedje vžiga take, da imajo 3 valji skupaj eksplozijo v istem trenutku, dobimo obnašanje podobno 4-valjnemu motorju, čeprav jih imamo 12. In seveda poenostavljena razlaga. Zadevo se lahko reši tudi z utežmi na glavni gredi, kateri pomagajo k bolj gladkemu vrtenju. In seveda tukaj imamo inženirje, kateri so sposobni narediti marsikaj pri motorju z notranjim izgorevanjem v Formuli 1. Sedaj bom podal nekaj primerov, da si bomo to lepše predstavljali. Vsi poznamo motor V10, ki ga je izdeloval Renault. Znani so bili potem atmosferski motorji, govorim, in če vzamemo tisti V10 z oznako RS1, kateri se je potem nadaljeval skozi celo družino, 3, 4, 5, 6, tako naprej, od leta 1989, kateri je bil znan skozi cela 90, je bil V10, kateri je imel kot med krakoma 67 stopinj. Spomnimo se, da tisti idealen je 72 stopinj. To se pravi, kot je bil manjši za 5 stopinj. Kraka sta bila bolj zaprta. A prav Renault, isto v konfiguraciji V10, leta 2002 je prikazal svoj motor R202 kot med krakoma 111 oziroma po nekaterih drugih virih 112 stopinj. In seveda čisto nasprotje. Treba je bilo počakati komaj sezono 2004 z motorjem RS
24, da smo videli tisti idealni kot 72 stopinj. Idealni v teoriji. In isto zgodbo bi lahko ponovil pri V12. Spomnimo se, naprimer, Honda RA 121E, leto 1991. Kot med krakoma 60 stopinj, to se pravi tisti idealni izračunan. A že v naslednji sezoni motor Honda RA 122, leto 1992, je imel kot med krakoma 75 stopinj. In da si ne boste mislili, Ferrari tipo 291 iz leta 1991, 65 stopinj. To se pravi, če primerjamo malo te številke, lahko vidimo, da so pri Hondi z svojimi inženirji dosegli višji kot ga je imel recimo Renault. In zakaj je to, naprimer, sedaj tako izjemno pomembno? Prva točka je ta, da večji kot je kot, bolj ko sta odprta ta dva kraka, nižje je težišče. Motor z notranjim izgorevanjem je ena izmed najtežjih zadev, katera je v bolidu Formule 1. In bolj kot je to težišče pomaknjeno proti tlom, boljše je za bolid. A vrnimo se k tistemu že omenjenemu Ferrariju 015, konfiguracija v 12, 180 stopinj, v bolidu 312T4 iz leta 1979, svetovnemu prvaku med konstruktorji in med vozniki z Jodiem Schechterjem. Imel je eno veliko pomanjkljivost, prav zaradi konfiguracije motorja. Govorimo o eri, ko so prevladovali bolidi s stalnim efektom. In poglejte malo, do kod so lahko segali določeni aerodinamični elementi, če se je imelo motor z praktično ploščato površino. Praktično tisti talni efekt ni bil izkoriščen do konca, ker je motor imel kot 180 stopinj. A dobili so kompromis in odnesli domov oba naslova, čeprav vsi vemo, da 312T4 v sezoni 79 ni bil najboljši bolid na štartnem razporedu. A težišče je bilo idealno, da ne bo pomot. To se pravi, imamo tisti mehansko prednost, ki nam lahko da določen tip konfiguracije, ampak imamo tudi aerodinamični. In aerodinamično gledano je najboljša rešitev kot 90 stopinj. Namreč najboljše razmerje med višino in širino, kar je nekako jasno. Manjši kot je kot, višji je motor, večji kot je kot, širši je motor in pri isti kubaturi, istem številu valjev, pač nekje je 90 stopinj tista idealna rešitev. Ampak, naprimer, danes vidimo, da imamo prav zaradi tega razloga, čeprav je za V6 konfiguracijo idealni kot 120 stopinj, v pravilniku zapovedani kot 90 stopinj. In prav zaradi tega moramo razumeti, da ta kot med valji, čeprav je v zadnjih sezonah to omejeno, ima svoj pomen. In pravzaprav inženirji z večjimi in manjšimi težavami lahko dosežejo kakšenkoli kot si želijo. Naprimer, razlog, zakaj pri Renaultu so imeli tako bizaren kot 111 oziroma 112 stopinj, je ta, da so delali na nekem skrivnem projektu, vsaj tako pravijo legende, novega sistema odpiranja in zapiranja ventilov. Rabili so prostor. Ni bil razlog toliko aerodinamičen kot na neki novi tehnologiji. A da si ne boste mislili kot zanimivost, tudi pri linijskih motorjih smo videli zaradi aerodinamičnih učinkov kar nekaj bizarnih rešitev. Najbolj tista pri motorju BMW M1213 na bolidu Brabham BT55. Na tistem bolidu se je Gordon Murray, kot je že znano, želel čim nižjo silhueto, to se pravi vse postavljeno navzdol. In namesto vertikalno, to se pravi, da bi bili valji na kot 90 stopinj nad površino, so bili le 18 stopinj nad tisto horizontalno linijo. In vemo, ni bilo uspešno, motor je imel probleme z mazanjem, sploh ni bil zanesljiv. A vseeno, ta kot valjev vsi vidimo lahko v tej poenostavljeni razlagi, da je zelo pomembna zadeva in ni tako zanemarljiva cifra. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.